cerkev in seveda vsi ostali gledalci, ki še niste del naše cerkve. Jaz vas res lepo pozdravljam in vam želim obilo blagoslovov. Upam, da se še spomnimo prejšnje pridige, torej pridige o tem, kar bomo sejali, to bomo tudi želi. Torej, če bomo sejali v meso, bomo želi meso, in če bomo sejali v duha, bomo želi duha. Seveda imam za vas pripravljen krajšo molitev in pa seveda spodbudo k temu, da v časih negotovosti, v času stisk, ki jih sedaj doživljamo v tej zelo nepredvidljivi karanteni, vas spodbujam k temu, da smo pozorni na odnose, ki se morebitno ohlajajo, torej odnosi do naših partnerjev, sosedov, prijateljev, otrok, staršev, bratov in sester. In pa seveda nazadnje tudi do Boga. Ohlajeni odnosi nekako ustvarjajo neko distanco in ko smo bolni, ne jemo. In boln človek ne je, zdrav človek je. In nekako vas spodbujam k temu, da se duhovno prehranjujete in da ko nastanejo težave, da enostavno zakorakate nazaj v odnos, nežno, ponižno, s pripravljenim srcem za prejemanje odpuščanja in prošnje za odpuščanje. In ja, za vas imam danes še krajšo molitev, preden se vse skupaj začne. Zato bom sedaj molil za vas, če je to v redu, oziroma nimate glih izbire. Ampak ja, okej. Bog, tudi danes ti predajamo svoje težave, bremena in neuspehe, in tudi danes potrebujemo tvojo pomoč. Ne zmoremo sami, po svojem duhu pridi med nas in nas kljub razdalji obiskuj. Povezuj in navdihni v svoji besedi, da bomo kos naslednjim preizkušnjam, ki bodo prišle, in da jih bomo s teboj premagali, Jezus. In to resnično prosim in kličem ta blagoslovna za vse nas. Spregovarjaj nam preko naših bratov in sester ponovno, Jezus. In to molim in prosim. Amen. Svet, kjer je tema si zarja, luč, ki odpira oči. Luč in lepota srce te proslavlja, s tabo se ne izgubi. Tu sem, da te hvalim, da se ti poklonim, da ti rečem Bog in moj Gospod. Zame si edini, neizmerno vreden, Jezus moj prijatelj čudovit. Kralj za vse čase, čaščen in povzdignjen, slavi nebeški živiš. Skromen prišel si na zemljo z ljubezni, Bog, ki postal je Bog. Tu sem, da te hvalim, da se ti poklonim, da ti rečem Bog in moj Gospod. Zame si edini, neizmerno vreden, Jezus moj prijatelj čudovit. Moj Bog, kakšno ceno plačal si, da na križ moj greh je bil pribit. Moj Bog, kakšno ceno plačal si, da na križ moj greh je bil pribit. Moj Bog, kakšno ceno plačal si, da na križ moj greh je
pohvalim, da se ti poklonim, da ti rečem Bog in moj Gospod. Same si edini, neizmerno vreden, Jezus moj prijatelj, čudovit. In tu sem, da te hvalim, da se ti poklonim, da ti rečem Bog in moj Gospod. Same si edini, neizmerno vreden, Jezus moj prijatelj, čudovit. In zame si edini, neizmerno vreden, Jezus moj prijatelj, čudovit. Ja, včasih sem mislil, da je bila Jezus samo neka zgodovinska oseba in da je bil Bog samo, da je bilo Bog neko oddaljeno bitje, kjer mu ni mar zame, meni pa tudi ni bilo mar zanj. Mislil sem samo, da sem kristjan, ker pač sem Slovenec in mi to seveda pripada. In tudi včasih sem imel v življenju 3 preproste cilje, da čim prej dobim punco, da sem čim bolj popularen, pa da se ga čim večkrat skupaj napijemo, zato ker večkrat si pijen, bolj si kul. Tako nekako deluje v naši družbi. Ampak seveda je ostajala neka praznina, nekaj česar ne more zapolniti niti punca, niti alkohol, niti popularnost, ker vse to lahko propade en dan. Neko poletje sem pa začel hoditi na te kempe, imenovani English Camp, in sem tam slišal prvič dejansko zgodbo o Bogu in o Jezusu in kaj to dejansko je. In tam so bili tudi ljudje, v katerih sem videl neko spremembo, nekaj drugačnega in se je videl, da res živijo po nekih drugih načelih. In skozi ta leta kempov sem spoznaval zgodbo v evangeliju v 3 čisto preprostih točkah. Bog nas ljubi, nas je ustvaril popolne v Božji podobi. Greh, ki ga imamo na sebi, nas ločuje od Boga, ampak Bog nas res toliko ljubi, da je poslal svojega sina Jezusa Kristusa na križ, zato da je on lahko s svojo smrtjo prevzel našo smrt in naš greh in nam dal svoje življenje. In to so bile 3 čisto preproste točke evangelija, 4. je bila pa toliko zakomplicirana in sicer, kaj to pomeni zame. In s to točko sem se ukvarjal 3-4 leta in sem res razmišljal, kako Bog izgleda v pogledu moralnosti, v pogledu zgodovine, v pogledu znanosti. In bolj, ko sem o tem razmišljal, bolj je imelo vse nekak smisel in rekel sem si, če je kaj res, je to res. In sem se odločil, da bom krščanstvu nekako dal priložnost. In sem takrat molil k Bogu in mu rekel, in sem ga prosil odpuščanja in sem ga prosil vodstva v mojem življenju. In to ni hollywoodski film, se pravi, ni takoj potem bilo nekega čarobnega konca in srečno sta živela do konca svojih dni, ampak je res, pol leta sem se v bistvu počutil isto kot prej. Ni bilo videti nobene spremembe v mojem življenju. Zakaj bi bilo to? No, zato ker pač Jezus ni občutek, Jezus je oseba in je oseben Bog in s tem osebnim Bogom imam odnos. Odnos se pa ne zgradi v 3 minutah, ampak se zgradi čez čas. In s časom sem začel tudi dejansko opažati spremembe. Prva sprememba, ki sem jo najbolj opazil, je bila ta, da sem se nehal podrejati družbi in sem začel živeti po tem, kar se Jezusu zdi kul, ne kar se družbi zdi kul. In nekako sem se tudi spraševal, zakaj toliko časa trajalo, da je ta sprememba prišla od sem do sem. In sem v bistvu ugotovil, da
znanje v Jezusu ni enako kot zaupanje v Jezusa. Jaz sem veliko vedel o Jezusu, preden sem sploh veroval vanga. Ampak, ko sem se pa enkrat odločil predati svoje zaupanje njemu in mu reči, ne on vodi moje življenje, takrat je pa začelo to znanje prehajati v zaupanje. In kaj vse to zdaj pomeni zame? Pomeni, da lahko sem kot prej Ažbe ta popularen, ali pa lahko sem zdaj Ažbe Božji otrok, ali pa lahko sem Ažbe ta pijan, ali pa Ažbe Božji otrok. In pijan to lahko kdo potepta, sploh naslednji jutr. To, da si popularen, tudi lahko pride nekdo, ki je bolj popularen od tebe in boš spet na drugem mestu. To, da si pa Božji otrok, tega pa ne more noben poteptati, noben zabost, noben ne more tega uničiti in to je res čudovita stvar. To, da imamo to identiteto, da smo Božji otroci. Tega ne more nič premagati. Živim, da ga sledim. So hvalo in čast, daj kralju Bogu, njegova ljubezen je večna, ker dober vladar nad stvarstvom je, njegova ljubezen je večna, slavimo ga. Z mogočno roko blagoslavlja nas, njegova ljubezen je večna, za vse poskrbi, nam dušo krepi, njegova ljubezen je večna, slavimo ga, častimo ga. Vedno Bog je zvest nam, vedno je močan, vedno Bog je z nami, zavedno. Vedno Bog je zvest nam, vedno je močan, vedno Bog je z nami, zavedno. Od sončnega vzhoda vse do zahoda, njegova ljubezen je večna, z Božjo milostjo bomo zmagali, njegova ljubezen je večna, slavimo ga, častimo ga. Vedno Bog je zvest nam, vedno je močan, vedno Bog je z nami, zavedno. Vedno Bog je zvest nam, vedno je močan, vedno Bog je z nami, zavedno. Vse dni. Verjetno ste že slišali želje mnogih ljudi v Sloveniji, da si najbolj želijo pozabiti leto 2020 in zaživeti novo življenje v letu 2021. Ste si tudi vi, kot mnogi Slovenci, želeli enako? To je res lepa želja. Tudi jaz si želim zaživeti novo življenje. Vendar se to ne bo zgodilo samo od sebe, samo zato, ker si to želimo. Za nekaj novega moramo opustiti nekaj dosedanjega in začeti nekaj novega. V zadnjih dneh sem o tem molil, premišljeval in se pogovarjal s svojo ženo. Moram vam priznati, da me je Gospod izzval in poklical k nečemu novemu. Poklical me je, naj tudi vas kličem k temu novemu. Preden bomo o tem govorili,
vam želim prebrati ilustracijo o novem letu neznanega avtorja, ki me je pritegnila. Pravi takole: jaz sem novo leto. Sem nepopisana stran v tvoji knjigi časa. Jaz sem tvoja naslednja priložnost za umetnost življenja. Jaz sem tvoja priložnost, da vidiš, kar si se naučil v zadnjih 12 mesecih o življenju. Vse tisto, kar si iskal v preteklem letu in česar nisi uspel najti, je skrito v meni. Čakam, da me spet poiščeš z več odločnosti. Vse dobro, kar si poskušal narediti za druge in česar lani nisi dosegal, je na meni, da ti dodelim, če imaš manj sebičnih in nasprotujočih si želja. V meni leži priložnost za vse, o čemer si sanjal, a si nisi upal narediti. Vse, kar si upal, a se ni zgodilo. Vse, za kar si molil, vendar še nisi doživel, te sanje lahkotno dremajo. Čakajo, da jih prebudi dotik večnega namena. Jaz sem tvoja priložnost. Obnoviti svojo zvestobo tistemu, ki je rekel: glej, vse stvari delam nove. Jaz sem novo leto. Če povzamemo ilustracijo, lahko spoznamo, da nam sporoča, da se moramo obnoviti, povezati, ponovno povezati in najti Gospoda, da bomo lahko doživeli obnovo v letu 2021. Zato so potrebni obnovljen obnovljena duša in obnovljena gorečnost do Gospoda. O tem nam sporoča Sveto pismo v pismu Rimljanom 12, 1-2. Preberimo si jih. Pravi takole: ker je Bog tako usmiljen, vas rotim, bratje, darujte svoja telesa v živo, sveto in Bogu všečno žrtev. To je vaše smiselno bogoslužje in nikar se ne prilagajajte temu svetu, ampak se tako preobražajte z obnovo svojega uma, da boste lahko razpoznavali, kaj hoče Bog, kaj je dobro, njemu všečno in popolno. Charles Finney, reformator, ki ga je Bog uporabil za veliko prebujenje in duhovno prenovo v Združenih državah Amerike v 19. stoletju, je o prebujenju, oživitvi in duhovni prenovi na osnovi izkušenj, ki si jih je pridobil, izjavil naslednje. Prva izjava njegova se pravi takole: prebujenje v cerkvi vedno vključuje obsodbo greha. Ključna beseda je vedno. Druga izjava: kristjane, ki so se oddaljili od Gospoda, je treba pripeljati nazaj Bogu v kesanju. Kristjani morajo uvideti potrebo po tem, da znova predajo svoje življenje Bogu in pridejo nazaj k Jezusu. Tretja izjava, zelo pomembna: prebujenje ni nič drugega kot nov začetek poslušnosti Bogu. Tako kot je v primeru spreobrnenja grešnika prvi korak globlje kesanje, zlom srca in duše, ponižanje pred Bogom v globoki iskrenosti ter iskanju ponovne gorečnosti do Jezusa. Četrta izjava: tistim, ki ga iščejo, bo Bog prebudil in obnovil vero in bodo videli stvari v njegovi močni luči, ki bo v njihovih srcih zanetila in obnovila ljubezen do Boga. Obnovljeno srce ima ljubezen do izgubljenih in si močno želi deliti živo upanje
ljubezen in resnico s tistimi, ki so izgubljeni v temi. Kaj ne? 5. izjava. Prebujenje zlomi moč sveta in greha nad kristjani. Bistvo je v tem, da ne želimo več grešiti, ker vemo, kako to žalosti Božje srce in spoznamo, kako nam to samo povzroča več bolečine. In 6. izjava. Ko se cerkve tako prebudijo in preoblikujejo, bo sledila reformacija in odrešenje grešnikov. Ko se te stvari zgodijo v cerkvi, se zgodi velika žetev življenj. Ljudje pridejo k Jezusu v velikem številu. Dragi moji, a si tega ne želimo v Sloveniji? Seveda verjamem, da si želimo. Bog je poklical Charlesa Finneyja, da je v zgodnjem 19. stoletju v Ameriko prinesel oživitev, navzočnost in Božjo moč prebujenja, da je lahko Bog zavedno preobrazil in zavedno spremenil srca milijonom ljudi. Da so Združene države postale drugačne, da so bile spremenjene zavedno. Si želimo, da bi Bog to naredil v Sloveniji? Seveda si želimo. Jaz si to močno želim. Želim živeti v deželi, kjer so ljudje prenovljeni, kjer imajo veselje in smisel življenja. Želim živeti v deželi, kjer se imamo radi, kjer si pomagamo in navijamo drug za drugega. Če preučujemo vsa prebujenja v Svetem pismu in vsa kasnejša vse do današnjih dni, lahko opazimo 3 ključna dejanja, ki bodo tudi v naših življenjih v letu 2021 ustvarila prebujenje in duhovno prenovo. In to so: prvo dejanje. Obnoviti moramo svoj um. Obnoviti moramo svoj um, nehati verjeti lažem. Spremeniti moramo svoje poglede na greh. Ponovno povezati svoj um z Božjo besedo in si ponovno pridobiti svetopisemski pogled na življenje. To beremo in to smo brali v pismu Rimljanom 12.2. Vabim te, da z obnovo uma začneš danes. Drugo dejanje. Obnoviti moramo svoje duše od znotraj, tako da se povežemo s Svetim Duhom, tako da smo iskreni do sebe pri ugotavljanju svojega duhovnega stanja. To smo prebrali v 12:1-2. Vabim te, da začneš z obnovo svojega notranjega življenja, svoje duše, še danes. In tretje dejanje. Ponovno moramo razplameneti svojo gorečnost do Jezusa. Moramo se zaljubiti v Jezusa in z molitvijo, čaščenjem in premišljevanjem ugotavljati, kaj je Bogu všeč in kaj mu ugaja, ter se tako znova povezati z njim vsak dan. Prebrali smo to v pismu Rimljanom 12.2. Vabim te, da začneš z razplamljevanjem svoje gorečnosti do Jezusa že danes. Ta 3 ključna dejanja za duhovno prebujenje in oživitev so bistvene sestavine, če si želimo prenove. Finney je imel prav, ko je rekel, da moramo iti za Jezusom z vsem srcem, umom in dušo. V Svetem pismu najdemo veliko Božjih ljudi, ki so klicali Božje ljudstvo, Izrael, k prenovi in obnovi življenja z Bogom. Eden meni najljubših je kralj Jošija. Imel je samo 8 let, ko je postal kralj. V 8. letu svojega kraljevanja, ko je bil še deček, je začel iskati Boga, svojega očeta Davida, in ni krenil ne desno, ne levo.
v 12. letu je že začel očiščevati Juda in Jeruzalem malikov in drugih grehov, ki so jih počenjali. In v 18. letu je očistil deželo malikovanja. In ne samo to, nekaj prečudovitega se je zgodilo. Našli so Božjo besedo, ki je bila zavržena v templju. Najdba Božje besede je povzročila neznansko veselje v ljudstvu. Duhovniki so prebirali Božjo besedo ljudem in jih učili, kaj je Bog želi od njih in za njih. Božja beseda je v ljudeh močno delovala, da so jo poslušali in sprejemali, ter jo izvrševali. Nastalo je veliko probivenje. Ljudje so se vrnili k svojemu Bogu. On pa jih je blagoslavljal. Življenje v Izraelu se je v celoti obrnilo na dobro. Veliko veselje je zavladalo v Izraelu. Duhovniki so posvečevali ljudi. Ljudje so začeli živeti po Božjih zakonih, ki so ljudem prinesli novo življenje. Življenje miru, veselja in sožitja. Te čudovite in navdihujoče besede lahko beremo v drugi knjigi Kraljev, v 22. in 23. poglavju. Preberite si jih doma. Moja molitev je, da vam Bog odkriva pomembne odločitve, ki jih boste tudi vi izvršili v svojem življenju, ki bodo močno vplivala na vaše velike spremembe, na nov način razmišljanja, na vaše delovanje in stanje vaše duše za veliko let, vse do konca življenja. Če to lahko storil 8-letni deček, zakaj ne bi zmogel tudi ti? Naj bo Jošja tvoj vzor, ki mu boš sledil v letu 2021. Želimo spremembe v letu 2021? Če da, potem nas Gospod vabi, da začnemo s prenovo našega duhovnega življenja danes. Ne želimo vas spustiti samih pri obnovi. Zato smo naslednji teden organizirali molitveni teden. Od ponedeljka do sobote se bomo srečevali prek Zooma ob 18. uri. Povezava bo objavljena na Facebooku strani naše cerkve. Molitveni teden bodo vodili mladi, enako kot zadnja leta. Družili se bomo, poslušali Božjo besedo, se o njej pogovarjali in v manjših skupinah molili. To pa ne bo vse. Cel teden smo poleg molitve, druženja in preučevanja Božje besede vabljeni še na post. Post ne samo od hrane in pijač, temveč je post še veliko več od tega. Zato si še bolj vabljen na post od uporabe socialnih omrežij, televizije in drugih medijev. Ta teden si rezervirajmo izključno za Gospoda. Z iskrenim srcem se pokesajmo za vse grehe, neposlušnost, zanemarjanje Božje besede, za nevero in še marsikaj. Padimo na kolena in ga prosimo odpuščanja, milosti in najprej lastnega prebojenja. Pristopimo z iskrenim srcem, da bi nas prenovil in nam dal novo življenje in blagoslov. Spomni se pesmi, ki smo jo prebrali na začetku. Gospod te vabi k sebi. On želi biti tvoje novo leto. Verujem, da je Sveti Duh vodil starešine in diakone naše cerkve, da razglasimo leto 2021 v naši cerkvi za leto z vodilom globlje v osebno posvečenje in evangelizacijo. Globlje v posvečenje pomeni, naj Sveti Duh preišče naša srca in naša življenja, ter nas popelje, da odstranimo greh in vse tisto, kar nas ovira v kakovostnem odnosu z našim Bogom,
ki ga imamo radi, kaj ne? Globlje v evangelizacijo pomeni, naj Sveti Duh izlije v naša srca ljubezen do izgubljenih, tistih, ki nimajo osebnega odnosa z Jezusom, da bi jih odrešil in da bi imeli večno življenje. Bratje in sestre, to so razlogi, zakaj Bog kliče našo cerkev in druge kristjane v letu 2021 v globlje posvečenje, globlji in nepovršinski odnos z Bogom, globjo evangelizacijo, ki naj bi bila osebno pričevanje prijateljem in drugim, in to sicer v živo in seveda po velikem daru, ki ga nosimo v svojem žepu. Kaj pa že mi to imamo v žepu? Kaj pa mi najdemo v žepu? Najdemo neki mobitel. Da, tvoj in moj mobitel je Bog tebi in meni daroval. Ne samo za zabavo, temveč za veliko nalogo, da preko njega evangeliziramo, prenašamo evangelij, veselo novico o Jezusu Kristusu vsakemu otroku, vsakemu mlademu, vsakemu odraslemu, vsem ljudem v Sloveniji in zunaj meja. To nalogo je Jezus zaupal nam, ker nas ljubi in ker ljubi izgubljeni svet. Verjamem, da se boš odzval Jezusu in njegovemu povabilu k tako čudoviti in najvišji nalogi, ki jo lahko ima vsak Božji otrok. Vsak kristjan, kjerkoli je. Zato se je treba posvečevati. Zato je treba seči globlje v Božjo besedo. Zato je treba seči globlje v odnos z Jezusom. To je razlog, zakaj bomo imeli naslednji teden molitveni teden. Vabim te, da se ga redno udeležuješ in moliš, da ti sam Jezus odkriva svoje srce in tvojo nalogo, ki jo ima zate v letu 2021. Kako bo lepo, ko bomo doživeli spremembe. Kako je to lepo, ko imamo zakaj živeti. Kako je to lepo, ko imamo našega Boga, ki je z nami. Ne samo, da nam da boljše življenje, višje plače in ne vem kaj, temveč da nam da veliko več. Kaj je to? Da nam da samega sebe, da bo z nami, da bo v našem življenju. Torej, da lahko poželimo več Boga v letu 2021, več Jezusa Kristusa v letu 2021, več Svetega Duha v mojem življenju v letu 2021. To se lahko zgodi, to verjamem, to hoče Bog, to verjamem, dragi bratje in sestre. Kličimo, molimo. Zato želim tudi jaz sedaj moliti za vse nas, da nam Bog pomaga v naših slabostih in da nas dvigne, da nam da toliko moči, da bomo zmogli in speljali. Kaj ne? Jaz sem za. Molili bomo. Oče naš, ki nas tako dobro poznaš, ali poznaš tudi, da mi lahko ustanemo s tvojo močjo, v imenu Jezusa Kristusa. Zato kličemo Svetega Duha, tvojo božansko moč, da nas pouči, da nas dvigne, da nam obnovi gorečnost, da nas poglobi v Božjo besedo, da bi se zgodilo to zaželeno in dolgo časa pričakovano prebujenje, da bi ljudje imeli in si pridobili to življenje in ta odnos s teboj, kako tudi večno življenje. To te prosimo v imenu našega dragega Jezusa Kristusa. Amen. Dragi pastor, hvala za pridigo. Seveda v naslednjih dneh molimo k Bogu, da nas vodi kot posameznike in kot cerkev v obnovo našega uma, naše duše in pa seveda naše strasti do njega samega. Imam še nekaj obvestil za vas, zato ostanite z mano. V naši evangelijski krščanski cerkvi imamo že zelo lepo navado, da po vsaki prvi nedelji v novem letu naši člani pripravijo molitveni teden. Ta molitveni teden se nažalost letos ne bo izvedel v živo, bo pa potekal preko Zooma. Zato se pridružimo že jutri, v ponedeljek, 11.1.
pa vse do 16.1. vsak dan ob 6. Link bo objavljen na spletni strani naše cerkve, kjer bo tudi seveda pridige, do sedaj že posnete in pa seveda vse prihajajoče pridige. Vključimo se tudi v 6-dnevni post, torej vsak naj se sam pri sebi odloči, česa se bo postil. Staršinstveni odbor predlaga eno odlično idejo, kateri se bom tudi jaz poslužil, torej da se postimo od socialnih omrežij. Se pravi, da že te skoraj že genetsko ugravirane navade, da non-stop preverjamo svoj telefon, da se od tega nekako distanciramo in da se lahko lažje posvetimo preživljanju časa z Bogom in pa seveda prebiranju Božje besede, kjer našega Boga tudi spoznavamo in razbiramo njegov glas. Torej, pridimo vsi in se molitvi skupaj pridružimo za naše mesto Ljubljano, seveda vsa okoliška mesta in tudi po celi Sloveniji. Molimo še naprej za naše južne sosede, ki so trpeli mnogo škode v potresih, in pa seveda ne pozabimo na finančne darove, ki jih lahko nakažemo seveda na transakcijski račun naše cerkve. Osebno pričevanje, evo, bum. Jaz osebno kot študent zelo težko nekako posežem v to in da govorim, pa vse to je enostavno, ker daj 10% in vse bo okej. Jaz imam to neverjetno srečo in blagoslov, da me starši sprejemajo v veri in še vedno nekako finančno v velikem delu poskrbijo za vse, kar potrebujem. Ampak karkoli zaslužim kot študent in kakršnokoli delo se lotim, 10% dam od svojega dela. In se mi zdi to absolutno pomembno, ne samo zato, ker nas temu Bog kliče, ampak tudi k temu, ker s tem pride obljuba po odprtih nebesnih zapornicah. In osebno se redko zgodi z finančnega vidika, se pa velikokrat zgodi z vidika molitvenih prošenj in pa stvari, za katere delam, kot moji izpiti, razni projekti, dosegam uspeh, kamorkoli se podam. In vas res spodbujam, da se pridružite temu, da resnično se predamo svoje življenje tudi preko desetine. To je vse z moje strani. Upam, da ste uživali danes in se seveda vidimo naslednjo nedeljo ob 5. Zatočí
stiskah vedno je v pomoč. Čeprav se tresejo gore, Gospod trdnjava je za me. Kristus le temelje, šibki v njem, močni so v stiskah vseh. On je Gospod, Bog vsega. Če v srcu ni vihar besni, stojim na skali milosti. Naj se valovi dvigajo, te skale nikdar ne podro. Te skale nikdar ne podro. Kristus le temelje, šibki v njem, močni so v stiskah vseh. On je Gospod, Bog vsega. Bog vsega. Bog vsega. Kristus le temelje, šibki v njem, močni so v stiskah vseh. On je Gospod, Bog vsega. Spet prišel v slavi bo, ovenčan bom s pravičnostjo. Pravičnost, ki je iz Boga.